No, Emil, zdaj bova pa srček narisala. Ja, tako, ja. Zdaj pa prosim, da narišeš še, kje kri potuje. Evo, vidiš, tako. Evo, Emil, ma super, no pa, to je čista 10, Emil, no, daj, pridi k mamici, no, kako si ti prideš študent medicine. Poglejte, jaz, mislim, midva, Emila šolava na domu, zato ker so šole polne enih znanj, pa enih kultur, pa enih dejavnosti in to vse otroke znemirja. Ker vse, kar rabijo otroci, je nadzor, varnost, pa na krhlje narezana jabolka na 2 uri. To je vse. No, mi starši pa rabimo denar. In to denar, ker nam ga država jemlje za šolanje, mi pa šol sploh ne rabimo. Ne rabimo. No, Emil, no, kaj imate, fantki? Penis. Penis pa bravo, pa kako si pameten. Penis imate, tako. Kaj pa punce? To pa ni važno, to pa je pol za specializacijo, čez par let, ko boš pripravljen, pa boš srečal ta pravo pol, ne? Si kaj lačen mogoče? Ja. A vam povem, kako sem jaz ugotovila, da je naš šolski sistem pokvarjen, ne? Emil je imel same 5 v vseh predmetih, razen v onih, iz katerih je mogel delati državne izpite, ne? Razumete, ne? Zdaj pa oni hočejo, da pa on dela izpite iz vseh predmetov. Mislim, pa to je samo zato, da mene dikreditirajo, ne? In to naredijo otroku, ker ne samo, da je naredil maturo, ampak tudi očeturo. Mislim, pa to je svinarija. Nepravično. No, lej. Tole so notranji organi in notranji organi so zato, ker so noter, a ne? Noter. Sprav, to je to. Želodec. Tako, ja, želodec je notranji organ in mora ostati noter. Ne smemo ga dati ven. No, razen če imaš raka, pa ga pa moramo dati ven. Kaj je raka? Jaz sem zadnjič ene rakce jedel. Kaj, nimam želodca, ali kaj? Ne. Rak, bolezen rak. No, si sva prejšnji teden gledala tele ene slikce, ne? Vidiš, kje je že bilo? Mami, meni je to vse pretežko. To je meni kar neki, no. Jaz ne štekam tega, no. No, pa pač ne boš kirurg, boš pa patolog, vse je v redu. Lačen si, no, kje so zdaj ona jabolka? Boris! In sem rekla, Emil, če si do zdaj naredil vse šole doma, boš pa še faks naredil doma. Smo imeli informativca in je izbiral med medicinsko fakulteto v kuhinji ali pa medicinsko fakulteto v dnevni sobi. Pa si je zbral tisto v dnevni sobi, ki je bližje njegovi študentski sobi. Normalno, tako kot vsi normalni študentje. Evo, in kaj zdaj? Zdaj je vpisan v 1. letnik, že pol leta ga obiskuje, pridenje in jaz sem zelo ponosna. No, razen tole brucovanje, tistega je pa res malo odnesela, ne? Sam en per sva spila. Ja, enega preveč, če mene vprašaš.